smo med vrsticami tokrat s Trboveljčanko, mlado Mašo Kurent, ki je presenetila s svojo zmago v gozdarstvu oziroma o žaganju dreves. Maša, od kje? Daj povej. V bistvu vse se je začelo v osnovni šoli. Oče je v bistvu se ukvarjal z gozdarstvom, potem se mu je pa priključil še brat pa sestra. No, pa sem se pa že jaz tako v 8., 9. razredu ful začela za to zanimati, pa sem rekla, pač grem jaz z vami, a ne. No, in sem jima začela pomagati v gozdu, pa me to ful veselilo. Pol naprej, ko sem šla pa v srednjo, sem že bila vpisana v gimnazijo, pa mi je nekaj dalo tako, ja ne, jaz bi šla kar na gozdarsko, a ne. No, in sem se vpisala v Postojno. No, tam se je vse začelo. V 2. letniku so fantje sestavili ekipo za v bistvu tekmovanje Alpe Adria, se reče, za v Avstrijo. Pol sem pa rekla, pa zakaj pa punce ne bi mogle biti, a ne, saj pač konec koncev, a ne, smo tudi isto ko oni. No, pa se je pa en profesor javil, ke je skupaj se spravil eno ekipo in to je bila prva ekipa po ne vem kolikih letih, ene 4-5 let. No, pa smo šle in takrat sem že v Avstriji dosegla ful dober rezultat, sem bila druga, to je bilo čisto za mejo v Ozjahu. Pa so videli nekaj v meni, pa so me še na Češko poslali, v Krivoklad, tam sem bila pa edina punca in sem bila na 4. mestu, ja, med vsemi, ne vem, koliko je bilo, 80 nas je bilo, in sem bila ful vesela. Wow. Ja, ful, ja. Pol je bil pa glavno tekmovanje v srednji šoli, je bil pa evropsko, smo šli pa na Norveško, v Kongsberg, sem pa tudi bila druga. Tako da sem bila evropska podprvakinja takrat in mi je bilo ful fajn. Pol so se pa začela vsa ta državna tekmovanja, pa te regijska tekmovanja, ke jih imaš, nekako regijska, no, 4 so v bistvu v drugih krajih, Velenje, Črni vrh nad Idrijo, Moravče. V Sloveniji 4. Tako, ja, Moravče pa, Gornja Radgona, če je, nisem ziher, pol je pa državno. In državno šteje 50% za svetovno. Ostale 2 tekme se mi zdi, da je Črni vrh nad Idrijo pa Velenje, ke štejeta po 25%, in v bistvu ti moraš na državnem zmagati. Se pravi, pri puncih, zdaj nas je okrog 6-7 punc, ke se bori za pač svetovno, pri fantih je pa to ful več, a ne. In prva 3 mesta, ke pri fantih zasedajo, pol grejo na svetovno. Tako da ja, no, jaz sem pač In tako zmagala. si prišla na svetovno? Zmagala na državnem in evo, svetovno v Sloveniji, v Šentjerneju. In to prvič tekmovanje v Sloveniji in Tako, ti ja. si tudi zmagala, pometla žensko konkurenco. Ja, v podiranju pa v obračanju sem bila tudi tretja, ja, tako da skupno sem bila pa nehvaležno 4. mesto. Ampak tudi to je dobro, Ja, mislim, v redu je, 4. na odlično, svetu, če tako gledaš, Točno a ne. tako. Podžagovanje je tudi ena rubrika, če se ne motim. Kaj to sploh pomeni? V bistvu to je na tekmovanju 15-metrska ranta, 15 do 18 metrov, ke jo v bistvu podiraš na 15 metrov stran oddaljen količek. Količek je debel centimeter, centimeter pa pol, in ta predstavlja sredino, neko točko, ke moraš ti zadeti, ciljati. No, debeline 35 centimetrov je ta drog, ke je postavljen, in ti začneš v bistvu s streho pa z dnom zaseka, ke mora biti vse po pravilih. Kot zaseka mora biti od 45 do 55 stopinj, globina od 7,5 do 12 centimetrov. Če to je vse not, pol si pridobiš 660 točk, poleg širine pa višine ščetine, a ne. To mora biti, to lahko fališ, na primer višina je od 2 do 3,5 centimetra, to je centimeter pa pol. Tule not lahko ti ciljaš višino, a ne, ne smeš višji ne nižji. Širina je Se pa pravi, kar natančno, ne? tako, od 2,5 pa do 3,5 je pa širina, a ne, to je pa centimeter še manj, a ne. In če ti to pol vse štima, v bistvu dobiš 660 točk. S tem, da če ti podreš na količek je 0, kar je pa zelo redko, jaz sem falila 16 centimetrov stran, no, tako da to je kar super bilo. Okej, tisti, ki nas poslušajo, ne vidijo, tisti, ki pa vidijo, pa res vidijo. Maša, ti si taka drobna deklica. Kako Ja. v tvojih rokah tista težka žaga, pa tudi sekira ni tako lahka, a ne, Ja, tako, ja. zavihti se in obrne? Ja, v bistvu ne vem, izgleda, da sem tako narejena, v bistvu to imam verjetno po očetu, on je tudi ful močen pa ful tako zdrži marsikaj, a ne. Tako da tudi jaz pol, a ne vem. Ne vem, če te to veseli, ti ni nič težko, a ne. Tako da, A se mogoče spomniš, kdaj si prvič podrla drevo? ja, prvič je bilo pa v 1. letniku srednje šole, ko sem bila 15-16 let stara. V bistvu smo šli podirati z očetom na neko ful lepo parcelo, tako res je bilo lepo, a ne. No, in takrat mi je rekel: "Glej, tukaj sem jaz prvič podrl drevo, daj ga zdaj še ti, a ne." No, pa sem ga pa takrat prvič, sicer ni bilo zdaj v nulo, a ne, narediti zaseg pa Pa dobro, bilo je podžagovanje, ampak prvič. je bil pa pač
sem pa podrla drevo, a ne, tako da, ja, takrat se je pol začelo, no, od tistega časa pol skozi takole delam, pa podiram, pa tako. Torej, oče je nekako prenesel svojo tradicijo nate. Tudi ti želiš naprej prenesti na bodoče generacije? Ja, želim, se ful rada sploh na punce, tako da ja, da v bistvu pokažemo, da lahko, ne, da niso samo fantje. Verjetno ni tako veliko deklet, že prej si omenila, bilo nas je, ne vem, na enem tekmovanju samo 8 in tako naprej. Tudi v šoli, jaz predvidevam, da večinoma so bili fantje. A je težko v takem moškem, res moškem poklicu uspeti? V bistvu jaz sem imela dober razred, tako so bili kar v redu, sicer so bili še vedno ženska je za v kuhinjo, jaz tako, a ne, nisem, ne boste me tlele. Tako da smo se sem imela sošolko, ki so se mogle ful zase postavljati, pa jih malo pod kontrolo imeti, ker če ne, so te lahko tudi pohodili, saj veste, kako so fantje, a ne, otroči in vse. Drugače tako, Dve sošolki ste bili v razredu? Dve punce, tako da to je bilo že super, ponavadi je bila samo ena ali pa sploh ni bilo nobene, a ne. Tako da ja, v nižjih razredih so pa tudi po 2 do celo 3 punce bile in so tudi one rekle, da so tako fantje okej, samo pač, da so otroči, no, težko jih je malo prenašati. Počasi odraščajo, Ja, pa saj jim tako, ja. moramo oprostiti. Zdaj na faksu so veliko bolj zreli, no. Je precej drugače. Ja, tako, ja. Pa vseeno prihajaš iz Zasavja, se pravi, poznaš tudi naše domače zasavske gozdarje. So od takšnih do drugačnih tudi v tem bolj ruralnem okolju, so včasih kaka težka beseda, kaka grda beseda, tudi kako žaljivo do žensk. Kako pa to obvladuješ? V bistvu jaz to enostavno ignoriram, ker se mi ne ljubi se mi ubadati s tem, zaradi tega, ker je brez veze. Pač tisti, ki te bo suportal, tisti, ki te bo podpiral, ti bo to povedal, ti bo pokazal, tisti negativni komentarji, ki pa so, pa pač same žaljivke, pa sam pusti za sabo. Pač tisti, ki ve, da znaš, da zmoreš, boš ga tudi imel ob strani, a ne. Oni, ki so pa tako, da pač ja, kaj boš ti. Enkrat mi je en rekel, ko sem zunaj pometala, jaz sem pol pač, ko smo bili v bloku, a ne, mi je en rekel, saj blokovska punca, ti tlele pometaš, saj nič ne znaš. Zdaj pa mi čestita, a ne, za v bistvu svetovno prvakinjo, pa ja, take punce ni, a ne. Pa to starejši moški, ne, saka, lej, takih jaz ne rabim, a ne. Pa ne Pač, sodi tako, ja. po prvem izgledu, pa tako ja. naprej, ne? Sem rekla, vsi pač vse lahko, tudi če živiš v bloku, lahko marsikaj narediš, a ne. V bloku v Trbovljah, ampak večinoma pa delaš drugje, si mi povedala, ne? Ja, tako, ja, v bistvu sem zdaj na kmetiji doma pri fantu, ki imajo kravice, pa mi je ful fajn. Kar zažariš, ko govoriš o tem. Ja, kar ja, pač to je bilo že od nekdaj v bistvu vse, kar me je veselilo, ne, vedno sem rada hodila k teti pomagati na kmetijo, ko imajo tudi jelene pa ostale živali in to me je toliko veselilo in evo, zdaj sem pa pač dejansko to dobila, ne, kar mi je ful dobro in res je fajn, no. Kako vidiš svojo poklicno kariero? Ja, do zdaj, ko so me vsi to vprašali, ne vem. Ne vem, katera pot se mi bo odprla, nič ne vem, kaj me čaka, ne vem, kaj bi sama rada s sabo, nimam pojma, res ne. Pač vem, da bo nekaj v smeri z gozdarstvom, vem, da bo nekaj v gozdu, vem, da ne bom v pisarni, no, mogoče, ampak ne za dolgo, ampak ne vem, čakam še tisto pot, ki se mi bo odprla, no. Ne vem še, res, iskreno. Se boš pustila presenetiti? Ja, tako, ja, nekaj, kar, ne vem, pač po moje po zaključku faksa bi malo pri bratu še delala, a ne, pač, ne vem, ker to mi je dejansko užitka, ne, ker si zunaj na soncu, pa pač, ne vem, okoli Tudi v drevesa, gozdarstvu? Ja, tako, ja. V bistvu podiranje, sečnje in spravilo, a ne, ke ima moj brat. To pa ne vem, če se mi bo odprla kaka drugačna druga pot, bomo videli. Ne vem, kaj bo. Vse je možno. Ja, tako, ja, čisto nič ne moreš vedeti, a ne, tako da bomo videli. Okej. Ali te je v tem času v gozdarstvu in v tovrstnih obrteh kaj tudi negativno presenetilo? Vseeno doma verjetno oče, brat, sta te vzela pod neko okrilje, sta te naučila stvari, ampak ko pa prideš malce ven, pa včasih so tudi kake drugačne izkušnje. Ja, so, ja, pač itak to, kar se doma naučiš, je doma, ne, pol, ko sem prišla v srednjo šolo, ko sem malo drugače delala, ne, me je ful tako presenetila, ne, saj nekaj sem znala, pač sploh me je presenetilo, ker sem prišla v šolo in sem bila, ja, zdaj ne bom nič znala, ampak dejansko sem znala nekaj, kar sta me doma naučila, samo pač šola je seveda šola po pravilih, tako moraš delati, pač edino to je bilo, drugače pa drugih stvari pa ne, no. Tako da bi me res pač negativno, ni. Sem se vedno naučila tako v šoli, tisto, kar je bilo tudi prav, pa tako, no.
Mogoče je tudi od tebe odvisno, Ja, ne? tako, Mogoče si ja. kako negativno stvar ti obrnila, drugače pa jo niti ne jemlješ Ja, kot... tako je. V bistvu jaz sem ful prilagodljiva oseba, jaz se ful prilagodim in mi ni težko za nekaj pač po njegovo delati. Naprimer, če bo en tako hotel, okej, v redu, pač ni problema, če ti hočeš, tako bom tudi jaz delala, a ne pač. Tako da nikoli nisem imela nekih negativnih, no. V srednjo šolo si šla v Postojno, kar je precej daleč od Trbovelj. Ja, je bilo kar, mislim, zame ni bilo težko, jaz sem bila ful vesela, da sem šla od doma. Za ampak domače. Domače, ja. Moja mama je bila sploh, je rekla, ne greš, ni šans, jaz te ne bom Pa pustila. med same fante, a Ja, ne? je rekla, ne bo šla, ne. In pol sva z očetom tako jo malo prepričala in pa rekla, ja, no, okej. Zdaj, če bi jo vprašal, ja, veliko boljš, da je šla na gozdarstvo, kakor pa na gimnazijo. Jaz sem toliko vesela, veliko boljš. Ne bi mogla drugega zbrati, tako da ja. Mamo je verjetno skrbelo, ker je kaj logično, bo, a ja, ne? itak se zdaj jo zastopam, prej jo nisem, a ne, zdaj pa vem, kako je, ja. Malo drugače Tako da. zdaj pogledaš, ko si malo Ja, starejša pa tako, oddaleč, a ne? Tako, ja, tako, zato pa zdaj pač jo razumem, zakaj jo je ful skrbel, pa me je vsak dan klicala, tako da ja, razumljivo. Je pa tudi dobro vedeti, da je nekdo, ki ga ves čas skrbi zate. Ja, saj vsaj en ne, ne, sej jih je ful. Jaz sem pač vsak dan so me klicali, mama je bila tudi tako vedno pol jezna, če jo nisem en dan poklicala, rekla pa dej, zakaj me nisi poklicala. No, tako da sem jo pol mogla vsak dan, še zdaj jo moram vsak dan poklicati. Tako da, če me ni. Pa tudi ta podpora verjetno je tudi en del tega, da ves čas veš, da je nekdo skrbi zate, da tudi ko so kaki težki trenutki, slabi trenutki, da se imaš kam obrniti, je verjetno tudi en od receptov za uspeh. Ja, tako je. V bistvu zaradi tega, ker toliko sem povezana s svojim očetom, res sva povezana, ful se pogovarjava in ful pač, ne vem, se spodbujava. In zaradi tega, ker imam jaz tako povezano z očetom, sem v bistvu tudi na tem do tle prišla, no. Po moje, mislim, da je to, no. Ker oče mi je ful nudil pač glede tega, ne. Naučil me je toliko stvari, ki jih pač marsikjer ne bi, a ne, tako da sem ful ponosna na njega in on je ful ponosen name. Sploh zdaj, ko mu vsi čestitajo, je bil prav tako, ja, kaj, se bo že nehalo to, čisto vsi so mi čestitali. Ampak tako v ponosnem smislu, Ja, a tisti, ne? ja. Ja, res, sem vesel, Maša. Malce sem sedela vesel. nedostopno, ampak seveda tako, mu godi, ne? Ja, tako, ja, pač moški. Ja, super, mislim, lepo, kaj je lepšega, kot če si lahko ponosen na Ja, svojega tako, otroka, ne? Ja, točno tako. Rekla si, da si zdaj doma na kmetiji, pa ni samo gozd, tudi kravice so. Ja. Živali imaš tudi rada. Ja, zelo imam rada, pač mi imamo tako 30 kurje, pa ene 6 glavje, ja, živine, se pravi krav, ki bo zdaj imela še majhne teličke in pa zdaj imela eno telica je imela teličko, zdaj je pač krava in sem jo jaz poimenovala Breda in je ful trmasta, ke da bi bila to jaz, pač dejansko, tako da ja. Se je kar težko z njo ukvarjati, no, bom rekla, res je trmasta. Pač druga pa A ti pujske si smo tudi imeli. trmasta, praviš? Ja, zelo, ja. Prej si rekla, da si prilagodljiva, Sem. zdaj pa že priznavaš. Ampak, ja, se že odkrivam, ne, drugače v bistvu se prilagodim, ampak če vidim, da je nekaj narobe, če vidim, da imam jaz prav, bom to ful zagovarjala in bom to pač, res bom trdila, da je to, ampak če je pa nekaj, kar imam narobe, bom pa tudi pač priznala, bom rekla, lej, sem se zmotila, a ne, drugače pa res sem pač trmasta, pa tudi pri delu, a ne, pač res pelem do konca, a ne, da se ne Temu bi ustavim. lahko rekli tudi vztrajnost, a ne? Tako, ja. Tako da ja, v bistvu strmo, a ne, pa tem res, ker je bilo zelo težko za treninge, ke smo imeli za svetovno, a ne, jaz sem bila zjutraj, sem z bratom delala, popoldne sem šla na trening, sem prišla ob 8 zvečer domov. Zjutraj ob 6 se vstati spet, pa popoldne na trening na Vrhniko, ke je kar daleč, a ne. Kako pa spet izgledajo nazaj. gozdarski treningi? Ja, v bistvu to je kar zanimivo, no. Jaz sem pri enemu kolegu, pač sotekmovalcu, Šimeje, sem privat trenirala, in ima poligon doma, a ne, to imaš pač v bistvu, sam ga je naredil, ke je ful fajn naredil in to imaš pol za zaseg, simulacijo zasega, imaš tak majhen hlodek, tako postavljen dol in pol ciljaš, in z laserjem izmeriš pol smer, a ne. Isto za precizni je dal plohe po tleh, a ne, in da ke žagaš, v bistvu, da ne zadeneš glih na tla, ampak vse tako, da se da meriti, no, tudi mizo ima za obračanje pa vse, no. Tako da ja. Katera je pa najtežja disciplina? V bistvu najtežja disciplina je kleščenje pa zaseg in podžagovanje. Boš pojasnila, kaj je to, tudi Ja, nam, ki ne tako, ja. vemo? Zaseg sem že povedala, tisto podiranje. Kleščenje pa v bistvu brenkanje vej, po naše, a ne. To je simulacija podrtega drevesa. V bistvu imaš paranto, ke je dolga 6 metrov pa 14 centimetrov debela. Noter je pa nabitih 30 količkov
na 9 vencih. In to so postavljeni pod različnim kotom, pa ja, različni razmak. Ja, tako, no. In pol moraš ti v najkrajšem času oklestiti vse te količke, da padejo po tleh. S tem, da ne smeš delati urezov v deblo, se pravi, da v bistvu deblo poškoduješ, ne smeš ga več Da kot 5 ostane enako. milimetrov, tako. In teh vej ne smejo 5 milimetrov ven gledati, se pravi, ti štrclji, ko ostanejo Spet porezani. natančnost. Ja, in tle je ful pravila, ne. Vsaka ta napaka je pa 20 točk minusa, a ne, kar je ful, a ne. In isto, pač varnostna pravila so, a ne, da če imaš ti na levi strani motorko, na levi strani te rante, se ti ne smeš premikati, ko se ketna vrti, a ne. Samo na desni strani lahko hodiš naprej. Pa so ta tekmovanja tudi po starosti ali samo ženska, moški? V bistvu so ženske kakorkoli stare, a ne, pač ni važno. Pol imamo pa moške, se pravi, do 24 leta je mladinec, se pravi, fantje so mladinci, pol so pa že profesionalci, a ne. In vedno se zbere 3 profesionalce iz države, eno ekipo, 3 profesionalcev, pol je en mladinec pa ena ženska. In to je v bistvu ekipa Slovenije ali pa ekipa, ne vem, druge države, no. Ženske so verjetno kar v eni kategoriji, ker jih je toliko manj, predvidevam. Tako, ja. V bistvu je, koliko je bilo, 17, 18 žensk, ja, nekaj takega. Pa 21 držav je bilo, par držav je odpovedalo, Belorusija, ker pač imajo te probleme. Pa na novo so bili Bosanci, so bili na novo, pa teli so bili še Velika Britanija, gor so prišli zdaj na novo, ali pa so bili, nisem ziher, no, tako da je kar ful iz vseh V držav. Šentjerneju je bilo to Ja, letos? ja, letos v Šentjerneju. In je bilo ful fajn, res so se potrudili sodniki, delavci, vsi jih moram res pohvaliti, ker je bilo res dobro narejeno in Ja, postavljeno. tudi, da si bila že na večjih Ja, tekmovanjih, tako, a ja. ne? In res so se potrudili, no, pač od tega je toliko organizacija odvisna in od vsega, da boš ti prav, da boš imel dosti sodnikov, dosti rand, dosti vsega in res pohvale vsem, no, ki so organizirali, tako da. Kaj pa gledalci, a so dobrodošli, a so lahko vidijo kaj? Ja, si zraven je bil ta Gregorjev sejem, tako da jih je večina tudi tja hodila, pa so pa šli k nam mal pofirbcat, tako bom rekla, no. In pa so videli, da dejansko, kaj je to, en me je dejansko spraševal, jaz sem bila v naši reprezentanci in je bil tako: "Ti punca, ziher veš, kaj je to?" Jaz tako: "Ja." Jaz v bistvu predstavljam Slovenijo na tem tekmovanju, a res? Nisem vedel, živjo, ne, prav tako. In pa sem jim malo povedala, zakaj se gre, pa so bili vsi: to moramo pa gledati." Tako da v nedeljo je bilo pa še v bistvu največ ljudi, ker je v bistvu kleščenje bilo. In tam se okoli šotora je toliko ljudi, ene 200 ziher ljudi se tam za ograjo postavi pa nas gleda pa navija. Radovednih seveda. Ja, tako, ja, no. Tako da ful smo imeli spodbude, res, vsi so ploskali, jaz sem kar tako gledala, ke sem tam klestila in sem končno klestila, sem vse dala dol in samo okoli pogledam in so vsi ploskali, vsi navijali in mi je bilo res ful dobro, no. A pa gozdarji imajo tudi opremo, a ne, neka čelada, zaščitna oprema, rokavice, To je obvezno, kaj ja. vse, kot taki astronavti že skoraj. Ja, dobesedno, a ne. Ne, v bistvu moramo imeti čelado, moramo imeti rokavice, protiurezne hlače, prvo pomoč v hlačih pa protiurezne čevlje, one gojzarje, a ne. To je obvezno, pol moraš imeti pa še jakno pri podiranju, zaradi tega, da si opazen, a ne, pač. Vidnost v Tako, gozdu. vidnost v gozdu, ja. In to je to v bistvu, druga ni, no. Rokavice mora biti tudi orang. Pa po želji lahko imaš sončne očala namontirane na čelado, v bistvu, da vidiš ti, ke podiraš, a ne. Tako da, ja. Pomembna je tudi, rekla si, v žepu hlač prva pomoč. Tako, ja. Ali si že bila kdaj pri kaki nesreči ali pa manjši nezgodi ali večji, ko se je zgodila v gozdu ali pa pri žaganju? Ne, nisem bila. Moram prav potrkati. Nisem In bila. naj tako tudi ostane? Ja, res, ja. Jaz osebno ne, so pa pač drugi že doživeli to in ke so mogli pač šivanje peljati in vse, to je ful hitro lahko se zgodi, a ne, če nisi pozoren. Tako da ja, osebno pa jaz še ne, hvala bogu. Se pravi, tudi na domačem poligonu ni bilo takšnih težav, da bi bila zraven. Je pa verjetno ti oče že dostikrat je bil strog glede varnosti v gozdu. Ja, zelo, jaz sem se v bistvu prve 2 leti samo učila, kako se moramo umikati. V bistvu, ke ti imaš zajlo na traktorju, a ne, in navežeš drevo, se moraš ti prav postaviti, ker če slučajno kaj odtrga, pač te lahko ubije, a ne. Vedno se moraš na pravo stran postaviti in jaz sem se samo 2 leti to učila, odkar pamtim, zaradi tega, ker tole je
To je res pomembno, varnost je na prvem mestu. Isto, ko se drevo podira, kam se postaviti, ko se hlod vleče proti traktorju, kam iti, da se slučajno kje ne utrga, pa se zvrne potepa, ne. To je vse treba biti pozoren, no. Rekla si, da si prvo drevo odžagala na res lepem kraju, na lepi čistini, če sem prav razumela, oziroma lokaciji. So pa tudi zelo nedostopne, hribi, zaraščenost. Kako pa je takrat, ko je treba take stvari? Ja, v bistvu naš oče je po tem znan v Zasavju, da on rešuje same zahtevne sečnje, a ne. Se pravi, res tista nevarna drevesa, nevarne stvari in on je res majster za to, tako da mi bolj ke ne njemu zaupamo, on gre not v breg in točno ve, kaj se bo naredilo, če bo on tako naredil, a ne. On predvidi vse za naprej, kar je prav, in pač točno ve, kaj se lahko zgodi, če bo on odžagal, ne vem, malo bolj tja, bo pol drevo padlo drugam, a ne. Mislim, to ima on v svoji glavi čisto poštimano. Tako da vedno je on za te zahtevne stvari. Se pravi, je treba biti tudi zdaj malce v hecu vedeževalca malo in res Dobesedno. predvidevati, kam bo padlo, kako odžagati, kakšen milimeter v levo in desno in vse odvisno od naklona, drevesa, Tako, ja. brega in vsega. Predvsem je odvisno od samega sebe, a ne. Kako imaš ti v glavi, kako si se ti zamislil, da boš naredil. In ti moraš biti pri tem delu, ke zarežeš, ke narediš zaseg, ti moraš biti 100% prepričan, da bo tja padlo. Vedno se lahko kaj zalomi, vedno moraš predvideti, če slučajno pade na drugo stran, kaj boš naredil. Ampak v glavi moraš biti pa 100%, da bo padlo naprej, no. Tako bom rekla. Pač res moraš biti prepričan, sploh če gre za kako elektriko, če se med drogovi z elektriko podira, a ne. Tam ena manjša napaka pa v bistvu, Pa je pol vasi brez elektrike. ja, pa ali še pa se ti kaj naredi, a ne, ali pa te strese pa vse, a ne. Naš oče je imel ful sreče, že v bistvu je enkrat ni videl kablov, pa je tudi podrl, a ne, in je začel leči in pol je šel neko ketno zadaj popravljati in ga je malo streslo. In je bil tako, kaj pa zdaj to, a ne. No, in pol je videl, da v bistvu se iskri, da so v bistvu Sreča v kabli, ne, nesreči. ja. In pol je bil tako, tole bom pa kar zdajle zaključil, poklical elektro, da naj odklopijo in tako da, ja, ekstremno previdno. Ob takšnih postaneš verjetno še bolj previdena, ne, ko se nekaj takšnega Tako zgodi. je, ja, v bistvu, ko se ti nekaj začne tako zgoditi, pol moraš nekaj v glavi razčistiti, a ne, ali bom zdaj bolj zbran, pa pač gledal, kaj delam, ker drugače lahko greš, a ne. To je tako, ne, sploh v Zasavju, pri nas v Zasavju, ke imamo take brege in ke se ne da drugače, kakor pa pač s traktorjem pa motorko pa zajlo vleči dol, a ne. Pač res moraš biti 100% tam pri stvari, ker če nisi, lahko greš domov, pač tako je pri nas, a Se ne. pravi, v gozd iti zbran, a ne. Tako, ja. Naspan, zbran in premišljen. Točno tako, ja, ker če nisi, se ti lahko takoj nekaj zgodi, no. A je gozdarstvo solo ali timsko delo? Timsko, definitivno timsko, ker če se enemu nekaj naredi, kdo ti bo pomagal, če nimaš nobenega zraven? Telefon, ko če ni signala, Ki ga velikokrat tudi ni v pri nekih nas sploh, nedostopnih, ja. tako. In to je bilo res, pač naš oče je imel enkrat srečo, ke se mu je hlod na nogo podrl, mislim, skotalil se mu je na nogo, a ne, in je bil sam. In sreč, da ga je en v bistvu slišal, ke se je drl, ke je nižji malo delu drva in ga je prišel reči, drugače bi bil lahko tudi brez noge, a ne. Spet sreča, a ne, in to se tako hitro zgodi, pa si sploh ne moremo misliti, a ne. Pa še kljub temu, da si previden, pa z vso opremo in z vsem, pa se Tako, še ja. takrat lahko zgodi. Točno tako. Nameravaš, se vidiš v Zasavju ali se vidiš drugje tudi v prihodnosti? Ne vem, iskreno ne vem. Zdaj pač ne vem, kam me bo neslo. Vedno sem govorila, da ne bi bila v Trbovljah, ne bi bila v Zasavju, zdaj me pa vedno bolj nazaj vleče, tako da ne vem, iskreno ne vem. Ne bi rada bila tista, da boš iz zarečenega kruha največ pojedla. Tako, ja. Zato si puščaš odprte Ja, poti. točno tako, ja. Puščam si ful odprtih poti, ne vem. Ne vem, a bo mogoče kje v zvezi s tekmovanji, da bom v tej smeri gledala, ali da bom gledala bolj v smeri sečnje, se pravi pri Tekmovala še bratu. boš zaenkrat, nadaljuješ s Seveda, tem. ja, seveda. Zdaj čez 2 leti je spet svetovno, čez 1 Kje pa? leto, ni še uradno, ampak se mi zdi, da bo v Nemčiji, no, tako so rekli. Ni pa še uradno. Državno bo pa tudi naslednje leto, to pa tudi ne vem, kje bo, verjetno v Kočevju ali pa ne vem, a bo spet v Šentjerneju, dvomim. Bomo videli, no. Trenutno pa študiraš? Študiram na Biotehniški fakulteti v smeri gozdarstvo, visokošolski študij. Ja, 1. letnik, zdaj pa pač zaključujem, počasi bom šla v 2. letnik, no, tako bom rekla. Že vidiš, kaj bi bila tvoja zaključna naloga? Ne, težko še.
Mogoče še dolgo. tekmovanja ravno. Mogoče tudi to, ja. Bomo videli v bistvu, kaj profesorji nudijo, pa vse, tako da se bom probala s katerim povezati, pa bom videla, ali bo za to ali ne. Bomo Kdaj te videli. čaka pa naslednje tekmovanje? Trenutno še ne vem, zdajle, ko se bo začel poletje, junij, julij, avgust, potekajo te tekme regijske, a ne. Se pravi, v bistvu Velenje, Moravče, Črni vrh nad Idrijo, tako da ne vem, katera bo prva, ponavadi je bila v Moravčih, kakor se jaz spomnim, tako da bomo videli, no, po Moravče. Sicer pa v teh dneh si tudi ena tistih, ki čisti območje na Lakonci. Ja, tako ja, v bistvu DVSoft je mene tudi sponzoriral, ko sem šla na tekmovanje, so ful prijazni in zdaj v bistvu z bratom tam pri njem pri njih delava, čistiva gozd, robido, tisto lesko, malo rečva, pa tako skrbiva, no, da tiste drevesne vrste, ki so v bistvu noter mladje, kak javor, kaka dren, pa take stvari puščava, a ne, da se bo v bistvu zaraslo lepo nazaj, no. A tudi kaj posadita? Ali to so drugi? To imajo pa oni čez, kar posadijo, no. Meni se zdi, da bojo črn trn sadili, nekaj, ke ful lepo cveti, pa še neki drugi vrst, brest, pa kaj takega, no. Kakšno pa je bilo območje na Lakonci? Dolgo ni bilo to nič urejeno. Ja, grozno je bilo, res, ful je bilo robide, čisto sem imela pokraspane roke, bršljana, zaraščenega po teh akacijah in to je noro, res je bilo noro. In res je kar težko delo to, no. Pač, ja, saj gre počasi pa vse, ampak vse veje dol vreči na en kup, vse pospraviti po gozdu, robido potegniti dol veliko območje srobot. je, ne? Ja, ogromno območje, res je veliko dela in tam bomo še kar nekaj časa delali, no. Ampak ja, pač, če te veseli, to je fajn, a ne. Pa povejva še, mislim, da si taka spodbuda za vse deklice, ki morda ne sanjajo samo o roza oblačilcih pa o princeskah, ampak tudi o čem drugem, tudi o kakih inženirskih poklicih, gozdarskih, biotehniških in tako. Kaj bi jim rekla, recimo? Da kar naj razmišljajo o tem še naprej. Ker jaz sem tudi bila tako, a ne, jaz sem bila, ja, mami, daj to obleči, ono obleči, sem bila, ne, jaz ne bom tega, ne, jaz nisem za to. No, in pol, evo, sem iz gimnazije, ko sem bila vsaka, ne, jaz bom tisto, kar mene veseli in tisto, kar jaz vem, da bom, a ne, no, in sem se na gozdarstvo vpisala in sreč, da sem se. Tako da, če ste prepričane za to, a ne, se vpišite na to smer strokovno, pač delajte to, kar vas veseli, ne poslušajte drugih. Noben drug vam ne more to v glavo dati, kakor sam vi, a ne. Tako da, to je to v bistvu. Rekli sva, da vsako jutro oziroma precej juter porabiš za čiščenje na območju Lakonce. Kaj pa sicer še počneš, poleg tega, da še treniraš za tekmovanja? A imaš še kakšne druge hobije, prijatelje? Kaj počneš? V bistvu jaz imam ful prijateljev s Trojana, ne, ke je tam tudi moj fant. In tam imamo enkrat na teden odbojko, zdaj, ko bo malo lepše vreme, bomo imeli na mivki, drugače pa enkrat na teden hodim na odbojko v dvorano, pa tako ful se družimo ob kakem pikadu, ke ima en kolega, imajo pač tam eno v bistvu prostor, kjer imajo pikado not in fulkrat gremo tja špilat pikado, drugače pa tako, no, imam prijateljice, ke hodimo ven, iz faksa se vedno dobivamo in gremo, včeraj smo glih šle na eno kavico pa sladoled, tako da ja, no, je kar fajn. Ukvarjam se to z odbojko, to je pa bolj ke ne, to pa lavfam ful rada. Ful rada Se pravi tečem. šport, gozdarstvo, kmetija. Tako, pa To še je kmetija, ja. nekako. Pa tečem, rada hodim, rada imam pohode, velikokrat grem tam pri nas, ke so hribi, in grem fulkrat okoli, lavfam ene 4 kilometre, kar mi je za dušo res fajn, no. Se pravi, si taka neobičajna mladostnica iz Ja. Zasavja. Ja, tako, ja. V redu, najlepša hvala, ker si danes prišla. Prepustim ti še zadnjo besedo, da našim zasavskim gledalcem in poslušalcem kaj poveš, sporočiš, tako da izvoli. Ja, v bistvu se zahvalila bi se za podporo, a ne, sploh, ke me je župan sprejel, pa ke ste me vsi podpirali, moja družina, vsi, in da zdaj v bistvu vidite, a ne, da ta tekmovanja obstajajo in da je tudi svetovno tekmovanje in da boste zdaj to spremljali in nas spodbujali, ker pač to nam ful pomeni, a ne. Ja, Maša, Tako da ja. hvala. Ko bo naslednje tekmovanje, pa se spet slišiva, a ne? Tako, ja, tako. Super. Hvala.